Pozdravljeni. Za nami je že 12. dirka v letošnji sezoni Velika nagrada Francije in na vrsti je še tisto zadnje dejanje, seveda komentar. Današnji komentar začenjam s tistim vprašanjem, ki se je porodilo verjetno marsikomu izmed vas navdušencev Formule 1. Kaj počno pri skuderiji Ferrari? Odgovorov je lahko nešteto, ampak videli smo, da so tokrat na verjetno ključni dirki v sezoni 2022 zgrešili tako pri Charlesu Leclercu kot pri Carlosu Sainzu mlajšem. Začnimo s Charlesom Leclercom. Seveda, Charles Leclerc je odstopil. Slišali smo, da verjetno je bil vzrok tehnična napaka na njegovi stopalki z plini. Verjetno bomo v nadaljevanju seveda izvedeli, ali je bilo to res ali ne. Osebno se mi zdi malce čudno, kajti podobne težave je imel že na predhodni dirki, Veliki nagradi Avstrije. In ukolikor bi bila napaka vzrok neke tehnične komponente, so verjetno po končani dirki stopalko Charlesu Leclercu zamenjali z drugo. Malo verjetno bi bilo, da bi se podobna napaka pojavila pri dveh identičnih delih. A že desetletja imamo na bolidih Formule 1 tako imenovan sistem drive-by-wire, torej potenciometer za samo stopalko in seveda žično povezavo do motorne elektronike. Kaj pa vemo, kje je bila v resnici napaka, če je do tega prišlo? Namreč videli smo lahko, da je Charles Leclerc vztrajal kar nekaj krogov več na pneumatikah medium kot seveda Max Verstappen. Ta je že opravil s svojim postankom in bil v trenutku nesreče 27 sekund in 1/10 za Charlesom Leclercom. In že tu vidimo drugo napako v skuderiji Ferrari. Zakaj je Charles Leclerc toliko časa vztrajal na progi? Ocenjena izguba časa, seveda za postanek, je bila 27 sekund. Torej, realistično je misliti, da ukolikor bi se Charles Leclerc ustavil v tistem trenutku, bi prišel nazaj na progo kot drugi. 10 sekunde je pač premalo. In zopet se poraja vprašanje, kaj razmišljajo tisti strateški mislici pri skuderiji Ferrari. Namreč videli smo lahko tudi po izboru pneumatik, da so za Charlesa Leclerca nekako računali na drugačno strategijo, kot so si jo izbrali pri Red Bullu. Če pogledamo, kakšne pneumatike je imel Charles na razpolago, nam bo tako jasno, da ukolikor bi opravil z dvema postankoma, bi imel praktično 2 seta pneumatik medium in 1 set pneumatik hard. Max Verstappen, obratna situacija. 2 seta pneumatik hard in 1 set pneumatik medium. Torej, po eni strani, verjetno pri skuderiji Ferrari so hoteli vztrajati malce več na progi, ampak videli smo, da so izgubljali preveč časa. Tveganje, katero na koncu se verjetno ne bi izplačalo, nikoli ne bomo izvedeli. A vseeno, Charles Leclerc je na Veliki nagradi Francije dal prednost Maxu Verstappenu ogromnih 25 točk, ki so se prištele ostati. Sedaj moramo nekaj minut posvetiti tudi Carlosu Sainzu mlajšemu, ki je začel iz dna zaradi izbire ekipe. Namreč, kot smo govorili že v predhodnih prispevkih, naj bi imel tretji set pogonskega sklopa pripravljen za samo dirko in ne bi imel kazenskih mest. Ampak vseeno, izbor ekipe, fantastična dirka za Carlosa Sainza mlajšega, ki se je s svojimi manevri verjetno prikupil marsikateremu gledalcu. A na njegovem edinem postanku so zopet pri skuderiji Ferrari napravili napako.
tokrat mehaniki pri sami menjavi, kjer so bili malce bolj počasni. Ampak kljub temu bi lahko počakali Williamsa, ki je prihajal po fast laneu. Ni bilo potrebno izpustiti Carlosa Sainza mlajšega takoj na progo, kajti videli smo potencialno nevarno situacijo in seveda vezno kazen 5 sekund. Ta pribitek 5 sekund je seveda pri Carlosu Sainzu mlajšemu pomenil, da dirko je končal na 5. mestu. Seveda potem, ko je prehitel Sergija Pereza na 3. mestu in šel zopet na postanek v bokse. Je bilo to potrebno? Ne vem, nimam podatkov, ampak nekateri vozniki so udobno prišli do konca dirke, v bistvu z enim samim postankom in 2 setoma pnevmatik. Carlos Sainz mlajši je verjetno preveč zahteval od svojih, ampak vseeno, se vame ne zdi tako obnašanje precej zmedeno? Od nekoga, ki je v borbi za naslov svetovnega prvaka, vsaj jaz pričakujem malce bolj racionalne odločitve. A seveda, začela se je komaj druga polovica prvenstva in do konca se lahko spremeni še marsikaj. A Max Verstappen kot zmagovalec ni imel težkega dela. Na začetku dirke je praktično nadzoroval dogajanje, nato je imel pravi klic iz svojih boksov, napravil menjavo v idealnem trenutku in nato po nesreči Charlesa Leclerca v bistvu samo nadzoroval dogajanje. V 2. mestu Lewis Hamilton, ena izmed njegovih boljših dirk letos. Od začetka do konca je pokazal, da ni zastonj osvojil toliko zmag, toliko naslovov in seveda je upravičeno eden izmed najboljših voznikov vseh časov. V radijski zvezi ga nismo slišali mnogokrat. Po drugi strani smo večkrat slišali njegovega moštvenega kolego, Georgea Russella. In marsikdo izmed vas bo sedaj dejal, da George Russell se je kar naenkrat začel pritoževati po radijskih zvezah. Ampak prvič, mi navdušenci ne slišimo vseh komunikacij, ki se dogajajo v danem trenutku. To je izbor režiserja, ki nam ponuja tiste, po njegovem mnenju, najbolj zanimive. Po drugi strani gre za komunikacijo med voznikom in boksom, tudi namenjeno nam. Torej, kako nekdo sporoča svoje občutke, svoje pripombe in dodatne informacije, nas ne bi smelo nekako zanimati. Važno je, kako se zadeve odrazijo na progi. In videli smo, da George Russell na koncu je končal kot 3., kar je fantastičen rezultat za tovarniško ekipo Mercedesa, 2. in 3. na veliki nagradi Francije. In seveda, marsikdaj mi pride na misel izjava Fernanda Alonsa, ki je dejal, da popularnost Formule 1 je v porastu, ampak mnogokrat se zgodi, da pač navdušenci, vsaj tisti novi, ne razumejo, zakaj se pravzaprav v Formuli 1 gre. Mnogi navdušenci bi lahko dejali, včasih nismo slišali pritoževanja raznih voznikov, seveda, ker včasih nihče ni predvajal radijskih komunikacij. Danes nismo slišali na primer Lewisa Hamiltona, ampak kdo ve, kako je komuniciral s svojim tehničnim inženirjem. A pustimo sedaj to pri strani. Perez ni blestel in verjetno bi lahko danes Ferrari, ukolikor bi zadevo drugače nastavili, dosegel bistveno več od tistega, kar smo videli na koncu. Seveda, z Perezom je dirko končal Carlos Sainz mlajši, dosegel tudi najhitrejši krog dirke. Nato smo videli izjemno konkretna bolida, tako pri McLarenu kot pri Alpinu. In verjetno marsikdo izmed nas tudi ni pričakoval, da bosta oba voznika, tako ene kot druge ekipe, prišla do točk. V koncu Lance Stroll, seveda za Aston Martin. Samo 1 točka, ampak mnogi njegovi kritiki bodo sedaj lahko malce utihnili.
Med tistimi, ki smo jih omenili v prispevku Zadnji briefing, ne moremo mimo Mika Schumacherja. Tokrat v Franciji ni bil na nivoju moštvenega kolega Kevina Magnusena, ki je pa odstopil. Mika Schumacherja je upravičeno pričakovati zmeraj več in več, a njegov vikend na tokratni veliki nagradi Francije v mojem osebnem mnenju od pričakovanj. Poglejmo si še malce, kaj je napovedal Pirelli pri strategijah za samo dirko. Vidimo, da so na prvem mestu nekako postavili tisto varianto z enim samim postankom in to na drugo in tretje mesto varianti z dvema postankoma. Kar se tiče izbora, seveda izjemno podobno tistemu, kar sem napovedal sam. Če pogledate izjemno široka okna pri Pirelliju, so nekako levo in desno enako odmaknjena od tistega, kar sem nekako izračunal sam. In videli smo na sami dirki, da so tisti najboljši, najhitrejši potrebovali samo en postanek. In seveda izbor tu ni bil težava, na začeti na medium in na to nadaljevati na hard. A vprašanje je, ali so v ekipah imeli tudi v mislih možnost strategije z dvema postankoma. In slišali smo po radijskih zvezah, da so se med samim dogajanjem na progi odločali, ali gredo na en ali dva postanka. Seveda pri Ferrariju smo videli s Carlosom Sainzom mlajšim, da so se ustavili drugič malce v napačnem trenutku. Namreč Carlosu je na koncu zmanjkalo krogov, da bi dosegel boljši rezultat. A glede na vse skupaj, kar se je dogajalo pri skuderiji Ferrari, je bila to še najmanjša napaka. A zopet smo videli, da tudi tu na veliki nagradi Francije lahko tudi mi, navdušenci, razumemo, kako v kakšni smeri razmišljajo pri ekipah Formule 1. Tokrat dar velike nagrade Francije je seveda to vse. Hvala za vašo pozornost. Seveda nasvidenje.